Zasavčani bivamo v okolju, kjer je prisotnih več vrst onesnažil zaradi industrije, ki je tu nakopičena na razmeroma majhnem področju v dolinah, ki so slabo prevetrene in se srečujemo tako z temi toplogrednimi plini kot s prekurzorji kislega dežja. To so najbolj znana onesnažila, to so SO2 in dušikovi oksidi. Poleg tega pa je Zasavje obremenjeno tudi z celo vrsto drugih vrst onesnažil. Predvsem, po mojem mnenju, predstavlja en zelo velik problem zaprašenost okolja. Tukaj se srečujemo z visokimi koncentracijami prašnih delcev. Ti majhni delci lahko prodrejo zelo globoko v pljučno tkivo, kjer se lahko kopičijo. In lahko na primer povem, da dnevna še dovoljena mejna vrednost za prašne delce je 50 mikrogramov na kubični meter zraka in v Zasavju je bila za leto 2005 je bila ta vrednost v Trbovljah presežena 160-krat, v Zagorju 149-krat, za Hrastnik pa tega podatka nimamo, ker tam pa na žalost teh prašnih delcev sploh ne merijo. Kar se tiče onesnaženja okolja, imate 3 izrazito ločena področja, ki jih spremljajo pravzaprav 4, če smo zelo natančni, ki jih pač spremljajo različni za to kvalificirani ljudje. Se pravi onesnaženje zraka, voda in tal. Se pravi, to je tista 3 nežive sestavine okolja. Potem imamo pač še 4. del, se pravi ugotavljanje onesnaženja na živem delu okolja, se pravi na biotskem delu, kjer se spremljajo učinki. In jasno, v okviru tega potem čist posebno področje spremljanje vpliva onesnaženja na zdravje ljudi, kajti ljudje so najbolj prizadeti. Zdravstveno stanje zasavskega prebivalstva ni dobro. To nam že povedo polne čakalnice, vsakodnevno polne čakalnice v zdravstvenih domovih, prenapolnjena bolnišnica, splošna bolnica Trbovlje, prav tako pa so dolge čakalne dobe v domovih starejših občanov, kjer so oskrbovanci v glavnem bolniki in potrebujejo kronično stalno terapijo. Onesnaževanje okolja v zasavski regiji ima velik, večplasten vpliv na številne stvari. Brez dvoma se zasavska regija uvršča med najbolj onesnažena območja v Sloveniji. Na eni strani je prizadeto bivalno okolje, na drugi strani je prizadeta kakovost naravnih virov in ne nazadnje, Zasavje ima zaradi onesnaževanja nek negativen prizvok in se na primer investitorji zelo težko odločijo za to, da bi vlagali svoja sredstva v regijo, ki se označuje kot črni revir. Podatki kažejo tudi zelo zaskrbljujočo podobo, kar se tiče mladih ljudi. Namreč naredili smo anketo, povprašali smo predvsem študente in ljudi z visoko izobrazbo, ali se želijo po študiju vrniti v Zasavje, in večina se je odločila, da se ne bodo vrnili. Eden izmed pomembnih razlogov za to je bila tudi onesnaženost okolja. Skratka, ne želijo, da bi njihovi otroci živeli v onesnaženem okolju. Lahko rečemo, da je onesnaženost okolja v Zasavju ne samo okoljski problem, ampak predvsem razvojni problem in ne nazadnje tudi zdravstveni problem. To se pravi, da je potrebno iskati rešitve ne samo v odpravi onesnaževanja, ampak v spremembi gospodarske sestave celotne zasavske regije. Ja, kako bi rekel, narava. Čisto drugače je izgledala. Čisto drugače je izgledala, ko smo reke, naprimer. Te slede gorle, ko je. So bile... Zdaj je dol, v Diglic. Zdaj so pa veje takole gor. Zato, ki je dosti smole imela, ki je bila zdrava, je bila težka.
In krošnje, to so bile mlade, to so zrasle, zdaj se ga kar stavlja. Tam dol so bili Carjeviči, so se posušili. Včasih tukaj gor, ajda zrasla najboljša ajda, to so mlinari rekli včasih. In ko smo 78 leta posijali tamle ajdo, tiste liniv, tlele kje, pa je septembra meseca, pa je kar taka ratala, kar pika starjava, pa je do konca. Pa je bil te lošine, smo pa imeli tiste. Zdaj pa nismo nič vesijali. Nimaš kaj. Prej smo dobivali neke male odškodnine, od leta, ko sem jaz prišel gor, prej še tle gor niso dali, ampak potem se je pa pokazali, pa so prišli pa pogledali, saj so bili vsi ti, pa je 91, so nam pa, oziroma 92, pa nič več, pa smo pa malo skup stopili, pa smo mogli, če se niso dali dogovoriti za nobeno stvar, nobena škoda, bilo je pa zažgan, če ti hruške listje, ti julija dol pade, pa da ti črn okol, veš, takole ne more listje, ne vem kako biti. Zdaj le dobiva, ampak pa ni tizga. Tu bi pa že skoraj rekel, da malo se je že veliko popravil, ampak se še zmeri. To je navaren, ko se megla ustavila. Ja, pod parim letom, to je bilo. Koga sem šel gor, da sem vedel, aha, je že blin bil. Pa je dobro odcvetela, Pa je bila že črna, pa je tak list, kakor mogo biti pa teketi več, Vede, se pol vršečk pošel. Na tam le gor še lahko tudi gremo. Kak dan je bolj plav, kad dol skozi, To je tist plav dim, svetu, če je malga, je bolj svetu. Če pa več tistega, se pa že pozna pol, Tega, kar tamle pred večer, ko se začne, da čez olne hrib gor prinese, pa ga vidiš, pa kad kis sem, pa se kar v tele noter se naprav, Ker vidiš tole ampas okoli in okoli, In po, ko do zjutraj, pa sonce pride, on nas pusti, ki čez mirn, pritisne k tlem. Pa kameru kako jamo zleze, Tam pa zapal. Tako takole zapal, Naprimer, tega Mešančgar tam noter, ne Mešančgar, Carjevič. Une dve jabke so bolj take, una v Vršički, vidite kako je naredili, pa ima še veje gor. Ima so tamle tudi un sosed, pa tam tiste hruške pa tiste. Tiste je gor kar par veje še, Dace je pa že pošil. Ja, upamo, da bo. Jaz bi mogoče moral najprej omeniti, kaj je zdravje, definicijo zdravja, da to ni samo odsotnost bolezni, ampak stanje popolnega psihičnega, fizičnega in socialnega blagostanja. Kar je pri nas v javnosti premalo znano in premalo poudarjeno, da je bila v 20. stoletju potem ravno zaradi teh škodljivih učinkov onesnaženja zraka sprejeta konvencija o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje. Kajti dokler so bili problemi samo v neposredni okolici teh virov onesnaženja, takrat se je pač vedlo, kdo je kriv in so tisti neposredni povzročitelji do neke mere poskrbeli za to, če sploh so. Kajti okoljska zakonodaja je bila v začetku zelo šibka in v bistvu ni bilo neke regulative. Šele kasneje, ko so pa jasno te učinki z atmosferskimi zakonitostmi postali jasno vidni v globalnih razmerah, je bila sprejeta leta 1979 omenjena konvencija, Convention on Long Range Transboundary Air Pollution,
katere podpisnica je bila tudi bivša Jugoslavija in smo jim nasledili. Trenutno je velik del tega, kar je ta konvencija, ki sem omenil, implementirana, se pravi uporabljeno v evropski okoljski zakonodaji in tudi v slovenski okoljski zakonodaji, kjer so predpisane, se pravi po eni strani, da morajo vsi veliki onesnaževalci zraka miriti onesnaževanje in še nekaj, kar se pri nas velikokrat pozablja, te so dolžni dajati podatke prizadetim občanom. Ta inštitut se velikokrat izrablja, to v bistvu regulira Aarhuška konvencija, kjer so inštitucije, ki to upravljajo, dolžne posredovati podatke. In tu pa pridemo do problema, ki se pri nas velikokrat pojavlja, namreč ali teh meritev ni, velikokrat je pa še večji problem, da te meritve ne posredujejo, se pravi javnosti, prebivalstvu, tudi določenim organizacijam civilne družbe in tu je pa pri nas treba še pač en korak naprej narediti. Končno se vse te meritve izvajajo zaradi ljudi v prvi vrsti, potem zaradi stanja ekosistemov in če se meri, je normalno, da se ti podatki morajo tudi posredovati. Zasavje predstavlja v tem pogledu po eni strani en klasični primer onesnaženja zraka, bi rekli nekaj posebnega, tako kot je bilo marsikje v srednji Evropi, se pravi, tam smo imeli v tistih ozkih dolinah industrijske centre, kjer je bil vir onesnaženja iz industrijskih postopkov in iz pridobivanja energije. To sta bila dva glavna, tudi od segrevanja, ne. In jasno, z naraščanjem industrije se je večala koncentracija teh onesnažil in jasno, tam v začetku 70-ih, konc 60-ih, ko so te izpušni plini presegli nosilno kapaciteto okolja, predvsem v okolici Trbovlj, se pravi, je praktično odpovedal, lahko rečemo, cel ekosistem. Tam se je cel gozd posušil, posušili so se vsi sadovnjaki, da ne govorimo za počutje ljudi, ki so tam živeli. In jasno takrat, ker pač v tistem obdobju še niso bili tehnološki postopki toliko daleč naprej, so zgradili dimnik, ne pa naredili čistilnih naprav. To pomeni, da so tista onesnažila, ki so prej direktno udarjala na prapretno, pa na tista pobočja direktno nad termoelektrarno, so to razširili in jasno glede na meteorološke razmere se je to onesnaženje razširilo v bistvu večji prostor in razredčilo. In jasno ni bilo več tako hudih užigov, vendar poškodbe so še vedno ostajale. Zasavje je obremenjeno tudi z organskimi spojinami. V odpadnih plinov iz te zasavske industrije je veliko različnih organskih spojin. Med organskimi spojinami so pa tudi nekatere, ki so rakotvorne. Od teh rakotvornih spojin bi jaz omenila predvsem benzen, policiklične aromatske ogljikovodike in pa tudi dioksini so prisotni v Zasavju. V Zasavju imamo praktično vse bolezni kot druge po Sloveniji. Na prvem mestu so srčno-žilne bolezni, potem imamo kožne bolezni, alergijo, mišično-kostne bolezni,